Urban, jaz mislim, ali pa ne, upam, da sva sta hudga ven, no. Da bo zdaj sam še, Zdaj se bo šele začel. Da se bo šele začel. Ja, moram omeniti, da smo imeli malo tehničnih težav, ampak vse se dogaja z razlogom, smo ugotovila. Sva pa skoraj pozabila vklopiti kamere, ker sva takoj zarila v zanimivo debato, pestro debato, tako da verjamem, da bo tudi tale intervju šel naprej na ta način. V glavnem, Urban, dobrodošel v Moravčah. Meni je malo žal, da danes pada dež. Hvala. Pa da ga ne vidiš v vsej svoji svetosti, vse te okolice pa narave, ker nas obdaja. Razlog, da pridem še enkrat. Razlog, zelo dober razlog, da prideš še enkrat. Zdaj pa jaz zaupam gledalcem, da te poznajo. Za tista dva, ki te pa mogoče ne poznata, pa a se boš ti na kratko pisal, a ti je to ne pa pogooglati, ne, da tudi malo prevzetno se zdaj sliši. Ali jaz preberem ene par stavkov, ki sem si jih napisal, pa ti to pokomentiraš, ali boš kar sam prevzel vajeti. Dej, prosim, kar pel. Ja. Urban Urbanc, terapeut in avtor, ki že vrsto let deluje na področju osebne rasti, predvsem skozi delo z moškimi. S svojim pristopom pomaga posameznikom vzpostaviti globji stik s telesom, razumeti notranje vzorce in razvijati bolj zavestne odnose. Pri tem uporablja EQ metodo, ki jo povezuje z dihanjem, gibanjem in čustveno predelavo, z namenom povečanja prisotnosti in avtentičnosti v vsakdanjem življenju, torej tudi in še posebej v odnosih. Kje si to prebral? Glej, klel noter. Zdaj pa malo pokomentiraš, koliko sem ga biksnil, ali pa če boš še kaj dodal, pa da klej začnejo, zdaj na tako kratko predstavitvijo. Včasih, ki kakšno zadevo delam, mi reče, da je pošelj na kratko predstavitev svojo, se ful lovim, tako da bom zdaj to tvojo uporabil. Kratko je dernato. Dobiš. Tiš pa meni za tiste mikrofončke poslal link, ok? Ne, mislim, ful hvala za tako lepo predstavitev. Ja, dejansko se ukvarjam z odnosi že predvsej dolg časa. Sem pa se mi zdi leta okrog 2018-2019 začel ugotavljati, da meni kot moškemu manjka tisti pravi moški vzornik, moške delavnice, delo z moškimi, ki je drugačno kot pa delo z ženskami. Delavnic je na slovenskem prostoru v zadnjem času, v zadnjih letih nebroj. Tega se je res pojavilo v velikem številu takšnih in drugačnih. Ene so dobre, ene so malo manj dobre, ene so mogoče slabe, ne vem, ne bom sodil, ampak tega je res veliko, tako da imamo ljudje veliko možnosti, da se odločimo, kam bi šli, ne. Ampak, ko sem pa jaz iskal recimo za sebe, pa nisem našel onkraj naših meja nič kaj takega, ki bi me potegnilo. Zdaj ne trdim, da nič ni bilo, ampak jaz nisem našel za mene, ker bi bilo za mene dobro. Našel sem izven, torej v Ameriki sem našel Davida Dejdo, sem se pri njim začel dosti temeljito izobraževati, nakupil vse zadeve njegove, se izobraževal, šel na njegove programe in dejansko začel odkrivati tisto moškost, pravo moškost, ampak v smislu z moško duhovnostjo, ne samo z moško spolnostjo ali pa z tem moškim vedenjem, kakršnega si mogoče kdo lahko predstavlja narobe, no. Tako da sem začel to močno študirati in potem sem rekel, če pa pač tega ni, bom pa jaz tisti, ki bom to zadevo začel pelati naprej, ne, in sem začel ustanavljati. Naredil sem prvi moški program za moške, spletni program za moške, začel sem delati delavnice za moške, začel sem organizirati skupine za moške. To je bilo še malce pred tistim, preden so te skupine moške začele obstajati v Sloveniji. Katerega leta so to približno zdaj? 2019. 2019 je bila že prva delavnica, to je bilo pred korono še, bile so enodnevne delavnice v Trzinu, pa Janezu, tam, kaj delam tudi, kaj si ga imel prejšnjič na podcastu. Se Janez je tudi zaslužen. Janez je zelo zaslužen. Ja, moj dober prijatelj, ja. Tam sem začel delati dnevne delavnice, pol se je pa izkazalo, da je en dan premalo, da to veličino podamo moškim in da moški dejansko so začeli tisti ob 4-5 popoldne so začeli pa uživljati, veš, so pa začeli čutiti, zdaj sem pa v eni ful dobri moški družbi, lahko govorim o svojih težavah in vidim, da ima tukaj še 7-8 moških, ki ima dosti podobne težave kot jaz in da me noben ne obsoja in da se mi noben ne smeje in da noben ne misli si tega pusija, ko govorim, ko mi je težko,
kakšno imam pač frko recimo v razmerju, da ne vem, da me je strah včasih, da imam določena čustva, s katerimi ne vem, kaj narediti. In ko so začeli to doživljati, niso hoteli domov. Potem sem ugotovil, da bo bilo dobro narediti kakšne večdnevne vikend odmike. In se je 2 leti nazaj začelo, prvi vikend odmik na Pokljuki, 12 moških in od takrat naprej delam to redno. 2 vikend odmika spomladi, 2 vikend odmika jeseni. Lansko leto sva s prijateljem Nacetom Janežičem sem ga povabil k projektu in sva naredila še 2 poletna moška tabora v Kobaridu, tako da to je pa res šotorjenje, narava in vse skupaj traja 3-4 dni in to je pa tisto, kar pa naredi spremembo na moškem. In kako si sam pri sebi prepoznal, da je treba narediti, ne vem, korak naprej, korak globje v notranjost moške biti, in tako rekel. Ja, s tem sem že veliko govoril, ampak mogoče nikoli na tak način, kot bom zdaj s tabo. Razmerja, ki jih imamo z našimi partnerkami, nas učijo, kako biti moški. In ko ti vidiš, da neko razmerje ne gre na način, kako si ti zamislil, ali pa da se ženska čutiš, da mogoče ona ni srečna, ali pa da ti nisi srečen v tem razmerju, potem je zelo pomembno, da pogledaš v sebe, kaj jaz lahko še v sebi spremenim, da bi to razmerje, da bi ta odnos bil boljši, da bi bila moja ženska recimo ob meni bolj nasmejana, bolj srečna. Torej nisem več iskal krivca zunaj sebe, v smislu nimam dosti denarja, nimam dobre službe, nimam dosti dobre bejbe, ki bo taka, kaj jaz hočem, ampak sem dejansko začel iskati razloge za mojo lastno nesrečo, če lahko rečem, v sebi noter, in sem jih začel odkrivati tančico za tančico in počasi naslavljati razloge, vzroke, vzorce, prepričanja, ko so me ustavljali, da bi jaz bil najboljša verzija sebe, da bi jaz bil tisti moški, za katerega čutim, da sem poklican na ta svet. In verjamem, da smo vsi tisti moški v sebi noter, čutimo neko poklicanost, ampak da jo pač nekateri še ne, mogoče morajo slediti, ne želijo slediti, ne smejo slediti, ali pa še ne vejo točno, da je to tisti klic, ki jih bo osvobodil, če lahko rečem. Pa svobodo iščejo na druge načine. Se pravi, je pomembno se posvečati temu, pa se začutiti lih iz tega razloga, da nekako prepoznaš ali pa spoznaš, zakaj si kle, kaj naj bi počel, kaj ustvarjal, s kom bil, ali kako. Mislim, po mojem mnenju bi moral vsak moški zjutraj, ko se zbudi, točno vedeti, zakaj je na tem svetu. Mogo bi vedeti, kaj je tisti razlog, da se je on danes zbudil, kaj je tisti razlog, da se je on rodil, kje je tista smer, kam on danes mora iti, kaj je tista njegov karmična usoda, če lahko rečeva, za ta dan in pa potem posledično za njegovo življenje. Torej, kaj moram jaz še narediti v svojem življenju, kaj moram še zgraditi, kaj moram še postati, kaj moram še doseči, da ko bom umrl izpolnjen. In kaj moram narediti danes, ta trenutek, zdaj, da ko se bom čez toliko ur legel zvečer zopet v posteljo, da mi ne ostane ena misel, mogo bi narediti, pismo nisem, pa sinu sem obljubil, pa garaže nisem spravil, pa ženska mi je rekla, pa spet nisem, pa knjigo, pismo pišem jo že toliko časa, pa spet sem najdel izgovore, da nisem pa laufat, nisem šel pa treniral, bom sem jutar. In vsak v sebi ve, kaj je tisto, kar moraš narediti. Zdaj pa. A vsak v sebi ve, ali vsak v sebi ima to informacijo, je nastlana v njemu? Ja, dobro vprašanje. A veš? Dobro vprašanje. Jaz mislim, da ve, samo moraš vedeti eno stvar. Danes imamo toliko distrakcij. Ti se lahko danes zamotiš z kozarcem piva, z jointom, z preveč dela, z socialnimi omrežji, z preveč športa, z raznoraznimi distrakcijami, porniči, masturbacijo, recimo eden močnih moških problemov pri moških v smislu distrakcije. Bi rekel lahko zaviralcev. Zaviralcev iskanja namena. Bravo. Ja, to, kar ti preprečuje, da bi ti slišal svoj glas noter. Ker v trenutku, ko se ti ustaviš, recimo ljudje, ki so izkusili meditacijo ali pa so šli poskusiti meditirati, ko se ti ustaviš in se poskušaš ustavljati, bom rekel, mogoče se ne ustaviš čist, ampak greš, se usedeš in sediš sam s sabo, mogoče pred belo steno in jo gledaš 2 uri belo steno. In takrat začne prihajati. In takrat ti bo vse v tebi noter rekel, daj nehaj, kaj delaš, daj, kaj s tabo. Pej to, pej tuno, pej tretje, pej četrte, ker ti bo skušal preprečiti, da bi ti prišel do svojega jedra, do svojega bistva.
In to je tisto, česar marsikateri moški ne bo zdržal. Ne bo zdržal. Ker je svet tako mamljiv, toliko nekih stvari imamo danes na razpolago, da ni treba začutiti te bolečine, ki jo vsak moški, to si pa upam trditi, čuti, če ali pa ker ne pozna svojega namena. Ker ne ve, zakaj na tem svetu. Deva samo še tole kategorizirati. Moški, ki je to kronološko gledano. To verjetno ni nek najstnik, 17-18 let star poba, še šole ni zaključil, ampak kje je tisto? Je to 25, 30, vemo, nek je kronološki čas, nek je psihološki čas. Ne? Pa enemu bo to prej, pa enemu kasneje. Zato, da se fante mogoče ne postavlja preveč pod pritisk, kdaj mora ta... Dobro se začeti, daj mora to zlaufati. Ja, daj mora to zavedanje, daj pride upoštev to zavedanje. Mislim, ena knjiga ful dobro je Midlife Crisis, ki mislim, da sta že zjane za neki rajon omenil. V tej knjigi noter avtor opisuje, kako se moški v teh srednjih letih, tam rečemo 40 naprej, ko nekako ustanovi ali pa ustvari tisto neko svojo, bom rekel, eksistencialno polje, področje, kjer nekako ni več toliko skrbi, ali bo on še ali ne bo, ker nekako se že približno ustalil v smeru, v tiru, v življenju, ima nekaj recimo za sabo že, se pa začne spraševati v bistvu svojega življenja, je to, kar dela on sploh, kar hoče delati, je to nekaj, kar so ga drugi usmerjali, ali je to nekaj, kar on samo sledi, ne vem, želji očeta, staršem, ali je to nekaj, kar počne zaradi dogajanja družbene, tako da v teh letih tam nekako od 40 naprej se mi zdi, da se začne to eksistencializem vprašanje pojavljati, ampak se pa dogaja danes, da so že mlajši moški tudi zainteresirani za to, ker mislim, jaz vidim že pri tam 27-28 letih, da se fantje, moški že zelo začnejo zanimati, nagibati tudi v smer iskanja tega, zakaj so tukaj. Kakšna pa je populacija, recimo, starostno na teh tvojih skupinskih delavnicah? Pri meni največ od 40 do 50. Ja, največ. 40 do 50, so pa tudi mlajši. Na zadnji zdaj je bil recimo mlad moški 26, pa najstarejši star 69 let. Tako da, ja, velik razpon, ampak je vrhunskost, tukaj se dopolnjujemo. Mlad nam daje upanje, ki si rečemo v pismo stari. Saž, da bi jaz začel pri 26. No, se to sem hotel reči, kakšni prednosti si, če se začneš malo prej s temi vprašanji ubadati. Verjetno res, zdaj po drugi strani pa kako razumeš te stvari. Tako. Ker izkušenj pa ne moreš pohitriti. Točno to, ja. S časom, z leti. Tako se zdi, da se mora teh prvih 40 let pri moškem zgoditi, da si začneš na koncu po tem času postavljati prava vprašanja. Točno to. Ali pa se morajo da se začnejo porajati pravi dvomi. S kakšnimi izzivi, tegobami pa po večini prihajajo moški do tebe? So to neki fizični simptomi, ali je to občutek, kot si sam prej omenil, praznine, ali je kaj drugega, ali je to nesigurnost, nesamozavest, verjetno je miks vsega. Ponovadi nezadovoljstvo v partnerskem razmerju, ampak predvsem partneričino nezadovoljstvo. In oni začnejo zaznavati, da ženska ni zadovoljna v odnosu z njim več, in so začeli prevzemati tudi oni odgovornost za to nezadovoljstvo. Torej, ne bežijo stran od tega, ne rečejo svoji ženi, da je nora ali pa da ne pa si drugega najde, ampak dejansko prevzamejo odgovornost in oni naredijo nekaj za to, da bi lahko razmerje, partnerski odnos bil boljši. Velike povezave z bolečinami, tudi fizičnimi recimo, ampak jih moški ne pripisujejo temu. Jih ne pripisujejo jih recimo, nekaj sem dvignil, preveč delam, preveč športam, zato me hrbet boli recimo. Je pa razlog, lahko se pa skriva čez drugi. In več ali manj prihajajo zaradi težav v partnerskih odnosih, ker vidijo, da je nastala neka praznina, da sta si s partnerico postala dosti tuja, da sta predvsem v zadnjih letih skrbela za otroke in bila starša, ne več toliko partnerja kot na začetku, in da si oni želijo, da se to pač neha in da se zopet, rekel, prekvalificirata najprej v partnerja in potem sta starša. Zakaj po tvojem mnenju pol desci tako fino pa konstantno pa prepričljivo tlačimo svoje čustva
iz kje to izhaja? Iz familije, iz širše ožje okolice, a je to duh časa kriv za to? Ja, jaz bi rekel, da je Da si še malo časa vzel pa odgovor na to. Ja, mislim, zgodovinsko, verjetno sam dobro veš, ne, kako so moški morali zdržati to svojo ranljivost in kazati na ven samo svojo moč. Človek, moški ali ženska, oziroma moški je tudi človeško bitje, tako kot ženska, in tudi moški ima čustva in prekleto veliko čuti. Problem je samo to, da so bili moški velikokrat izpostavljeni raznim tegobam v smislu vojne, sicer tudi ženske, ampak na drugačen način, videvali veliko svojih prijateljev umirati na grozne načine, ne si bo to samo v boj, ne v bojih, ampak tudi recimo v lovljenju, ko so šli v lov po hrano, in je moški moral disocirati svoje telo od svoje zavesti, torej on ni smel začutiti teh čustev, rečva, določenih, ki so se ob takih dogodkih porajali, moral je zdržati, moral je varovati družino, moral se je postaviti in biti tam pač nek ščit, nek zid, in je žal pač plačal visoko ceno za to. Najvišjo ceno zdaj za to plačujemo mi kot njihovi potomci teh moških, ker dejansko opažam, da smo moški disocirani od svojega telesa, ne čutimo. Ne znamo čutiti drugega, kot mogoče čutimo jezo, čutimo kakšno strast, včasih čutimo slo, pa veselje, recimo, kadar se ga napijemo. Drugače pa nimamo toliko stika z ostalimi čustvi, žalost, mogoče še nekateri, drugače pa to se kar zapre. In jaz mislim, da je ta zgodovina, ta duh časa, ko si ga omenil, da je močno in globoko zarezal v te naše odnose na ta način, da smo danes mi tako odtujeni dejansko od čutenja. In če pa moški ne čuti samega sebe, čustva jaz smatram kot mojo notranjo žensko. In če jaz imam odtujenost od svoje notranje ženske, če sebe dobro ne čutim, potem jaz ne bom imel dobrega odnosa, ne bom čutil moje zunanje ženske. Ženska pa želi čutiti, da jo ti čutiš. Ona želi čutiti, da ti res čutiš njo, kaj ona čuti. In mi ne znamo, mi želimo, mi hočemo razumeti ženske, mi hočemo, daj povej mi, kaj narobe, daj povej mi, razlož mi, da mi jaz to zrihtal, da mi jaz to uredil, bomo to, pa bo dobro, ne? Ampak ne gre za to. In tukaj potem mi falimo, tukaj potem se te naši odnosi mogoče razhajajo, ker ženska od nas želi čist nekaj drugega, da nas prebudi v smislu čutenja nje, mi pa želimo razumsko razumeti, kaj se dogaja, to rešiti in potem zopet nadaljevati, da se pač nič zgodilo. Ker moški smo identificirani z svobodo in tako, ko začutimo problem, ga skušamo odstraniti, se izogniti temu problemu ali pa ga rešiti, ker potem, ko ne bo več problema, bomo zopet lahko svobodni in se bomo dobro počutili, ker nas omejuje. Ženske pa ne funkcionirajo tako. In kako izgleda pol ta proces prehajanja iz te moške utopelosti v neko fazo večje pristnosti, pa večjega samozavedanja ali pa lahko rečeva samočutenja. Ja, si odgovor zdaj že podal dejansko v vprašanju. Što si rekel prej, ne? Vprašanja? Ja. Povečati samočutenje. Povečati samočutenje je pa nekaj, kar je grozno in kar jaz vidim na svojih delavnicah, ko vedno bolj povečujemo čutenje, ko moškega spraviš v to, da si sočuten do njega, torej da jaz uspem začutiti tisto čustvo, ki ga on mogoče v sebi še ne čuti, ampak da ga jaz začutim v sebi in mu začnem kazati to čustvo, kaj je tisto, kar on s tem, da ga jaz v sebi čutim, potem v moškemu prebudi dejansko tisto, od česar je bil on toliko in toliko let odtujen. In to povzroči toliko bolečine, da je to noro, to je kričanje, to so kriki, to so kriki groze. Recimo na zadnjem srečanju so bili taki kriki groze, da te spreleti skozi telo. Vidiš, koliko bolečine ima moški noter. Ne? Ampak to je nujen proces, skozi katerega moramo iti, zaradi tega, ker bolj ko se mi izogibamo tej bolečini,
bolj ko mi tiščimo stran te naše rane, te naše, bom rekel, čustva, ki jih ne želimo čutiti, in bolj ko do teh čustev povečujemo distanco, večjo distanco mi ustvarjamo do naše ženske, do naše intimne partnerke. Ker ti ne moreš čutiti samo dobro, brez da bi čutil slabo. In če ti hočeš slabo, neprijetno potiskati proč, tega ne bom čutil, to je preveč zame, to nočem, to ni fajn, ker ni fajn. Kdo pa želi čutiti vse te stiske, nemoč, bes, bolečino, ki se mu je zgodila, ki je mogel potlačiti moški. Ja, lažje je na štos obrniti to, kar znamo moški, ne? Vrhunski smo v tem. Karkoli na štos obrneš, ali pa sploh ne komentiraš. To je neka klasičen odziv. Lepo, kar nadaljuj. To je, ti bolj ko oddaljuješ sebe od čutenja tega, kar je neprijetno, bolj povečuješ razdaljo med tabo, med tvojo žensko. In če želiš pač priti v stik s tem, bo treba iti skozi through the valley of darkness. Žal, jaz druge poti pač ne poznam. Zdaj razne rezanje vezi in meditacije, mogoče to deluje, ampak sem pa že predolgo časa na tem svetu, pa sprobal sem vse svašta, da vidim zdaj, da je pač edini način, da mi dvignemo čustveno zrelost, je na neprijeten način. Ne moremo dvigniti samo skozi prijetne dogodke. Moramo iti pogledati tisto, kar ni bilo fajn, kar smo v telesu potlačali, s tem se spoprijateljiti nazaj, to pogledati, objeti, pozdraviti in potem iti naprej. Problem pa je, ker tega mi moški ne gledamo, ne potiskamo proč, ne zdravimo in potem delujemo iz rane na noter, na zunaj pa delujemo, da nam je vse jasno, da smo ful zavestni. Ampak neverbalna komunikacija je 80% vse komunikacije in na nezavednem nivoju se mi že vse zmenimo. In ti lahko ženski ali pa komorkoli trdiš, v bistvu, da si cool in vse v redu, ampak noter pa ti sporočaš čist nekaj drugega. In tisto noter je važno. Kako pa to zbudiš te moške sence? A to se dogaja prek pogovorov, neprijetnih pogovorov? A je kakšna druga metoda vključena, da je to malo povej, kako pristopaš k temu? Ker verjetno traja, tako kot si že na začetku rekel, traja preden priješ do tega, da se moški odpre. In verjetno, ne vem, a to pride prek debate, odpira nekih tem, ki se jih ponavadi ne odpira, ali še kaj drugega posred. Ta zavest, kolektivna zavest, moška kolektivna zavest, ko se vzpostavi med nami nek prostor zaupanja med recimo 12, 13, 11 moškimi, v zelo kratkem času razbije te okove, podre te zidove in moški spregovori o teh stvarih, ki mogoče jih nikoli v življenju ni mogel v družbi nikogar spregovoriti, nikoli ni mogel tega povedati pa pokazati. Zdaj, zgodba nekoga, ki se ga dotakne, ker jaz nekaj govorim, nekaj naredim, jaz to delam dostikrat tudi skozi igranje vlog, skozi postavitve družine, ko jaz z moškim odigram neko vlogo, nekaj naredim, in to čustvo, ki se v njem zbudi, ki ga vsi začutimo, odpre nekoga druga in potem nek drug začne deliti. Verižna reakcija. In je verižna reakcija in potem ljudje, moški, samo, ker se večinoma poistovetijo, ker še ni se zgodilo nikoli, da mi ne bi rekli, so rekli, vse to, kar je zdaj on govoril, recimo, to vse od tega, kar ste zdaj vi govorili, v neki meri velja tudi za mene. V vseh vaših zgodbah se najdem. In samo odvisen je zdaj, kjera zgodba se ga bolj dotakne, v kateri stvari potem imam pripravljen deliti oziroma govoriti. Zdaj, odkar pa poznam somatski pristop, torej AEQ, pa uporabljam na delavnicah še somatski pristop in gremo kar globoko noter v to. Delamo 4 dni, delamo dihalne tehnike, 3 dni delamo vaje in v teh procesih noter se začne dogajati fenomen, sproščati se začnejo naše mišice, sproščati se začne naše telo, naša trebušna prepona, ki služi kot neka vrste pokrov nad našim čustvenim centrom, našim trebuhom, tako se zmehča, postane bolj prožna in ker naenkrat več energije v obliki čustev začne vreti do naše zavesti in začnemo bolj čutiti. Poj pa to s kombinacijo z to kolektivno zavestjo, ki jo moški ustvarimo, s tem prostorom, ki si ga drugemu damo, pa ga držimo, se pa zgodi se samo, jaz ti ne znam sploh tega povedati. Zgodi se samo in zgodi se včasih, če lahko delim eno izkušnjo. Zadnjič se je zgodil z enim moškim, ko
res, tako res, mislim, tak v redu moški, tako, mislim, ne moreš verjeti, kakšna duša, ampak taka težka zgodba iz otroštva. In ko smo šli delati njegovo postavitev, na koncu nismo vedeli, kaj se sploh dogaja. En moški je ležal na tleh, nismo vedeli, koga predstavljam. Ta moški, čigar postavitev smo delali, se je ulegel k njemu in bil pri njemu kot otrok z mamo, zlit čist. Mi smo pa 12 moških izraven jokali do konca. Nismo vedeli, zakaj. En je šel pa ven in je spustil krik groze, ker ga izgleda močno se ga dotaknilo. In ne vemo kaj. In se potem tudi nismo pogovarjali, da bi skušali analizirati, kaj je to bilo, zakaj se to zgodilo. Ker ni bilo smisla, ker smo vsi noter vedeli, to je bilo to. In od takrat naprej se je nekaj spremenilo. Težko je opisati to, moraš začutiti te stvari. Ja. No, točno to sem te hotel vprašati, kako zgleda, dejansko zgleda, ali pa kakšen je odziv enega deca, ki se prvič začuti svoje telo, pa s tem svoje čustva, ne? Kako se to odraža. Mislim, da si zdaj kar lepo povedal. Ne? Pa to takih situacij verjetno ni malo. Takih situacij je vedno, ne vem, če nas je 12, takih situacij 8 do 9 recimo. Ne? Nekateri ne morejo, še vse ne pustijo, da bi do njih prišlo. Nekateri kome čakajo, da končno lahko dajo ven. Ker, a veš, ko ti pa začutiš, ker moški smo pa, mi se pa zelo dobro. Pogledaš se, že veš, ok. Se pravi, ko mi jaz povedal, bom slišan. Noben se ne bo norca z mene delal. Tudi če bom jaz jokal. In tukaj ni, ker se en pove zgodbo svojo in začne zraven močno jokati, ampak iz noter, ker veš, da ga boli. Potem ga 12 moških gleda, niti en ne gre do njega in ga objame, stari, se bo, daj, se kul, ampak samo čakamo, lej stari. Imaš to. In smo vsi z njim tako, v redu je, ok je, rabiš karkoli, ok, jokaj se, daj ven, spust. Kaj je, bi rad brcal, daj izbrcaj, imamo tam blazine. Zdaj, ko to govorim, veš mi kar... Ja, meni tudi je. Ja. Mi kar takole, a ne, ampak stik z resnico je to. To je tisto, ko moški pride v stik s tistim, ki si prej govoril, v bistvu, kaj je pol tisto noter, ali to je v nas noter že, ali je to položeno, ali je to tovarniška nastavitev, ali je to nekaj, kar mi mislimo, da bi morali biti, na ta namen, ko sem rekel, da vsak ve, vsak znotraj sebe ve, ali je to, kar delam, pot do mojega višjega namena, ali je to nekaj, kar je distrakcija, zato ker si ne upam, zato ker vem, da je težko, zato ker je zajeban, zajebanje. In moški udrivamo stran stvari, ker nas je strah, ker se bojimo, ker sovražimo tisto, kar vemo, da moramo narediti. Veš, da moraš narediti. In občutek je fuck, ampak veš, da moraš narediti to. In pol, ko narediš, vsi vemo, kako se razbremeniš in kako se počutiš. Ne? In takrat greš ti proti temu, kar te ustavlja na poti do tvojega najvišjega namena, do tvojega najvišjega poslanstva. Vzpon je naporen, a razgled z vrha je vreden truda. Kje pa s to domo? Prevedel sem tale španski citat, ki ga imaš na benarčku. To je, až koliko let imam že to. Ja. Takrat, ko sem ga še na podno, sem si dal ta citat gor. Pa verjetno šele zdaj v pravi meri začenjaš spoznavati sporočilo tega citata. A veš, ker je tako mogočen, ker lahko rasteš z njim, Ja, dobesedno. Ampak to je tisto, ko včasih še vedno ne morem verjeti. Ampak kot si rekel prej, ni 3 leta, 5 leta doba inkubacijska, včasih je dalj. In zdaj, a boš naslednji dan zjutraj še vedno vstal, pa še vedno šel, laufat. A boš še vedno naredil ta podcast, tudi če ga noben ne posluša. A boš še vedno izdal knjigo, tudi če prejšnja ni bila prodana v tolikih izvodih, kot si hotel. A boš še vedno razpisal program, še vedno razpisal delavnico, še vedno širil svoj glas, svoje poslanstvo, tudi če nisi dobil nazaj tega, ker bi ti mislil, da si zaslužiš, da rabiš, da potrebuješ, da hočeš, a boš še vedno to naredil. In zato mi je ta kvot tako pomemben in ga ne mislim umakniti če dolg časa. Ker mi je reminder v bistvu na to, koliko sem stragljal včasih. Ja, jaz sem ga tudi tako na ta način prebral. Ja, veliko pove o tebi.
Ni tako random izbran, pač zato, ker ima neko veličino oseb, ampak se dejansko zgodba zadaj skriva. Ja, in tisti, ki poznajo to zgodbo, par jih je, mojih dobrih prijateljev, ki poznajo to zgodbo, mi doskrat tudi sami rečejo, stari, da si ti sploh zavedaš. In včasih se ne. Ja. Pa, mogoče iz tega razloga, ker ne želim izpadati prevzeten, ampak vedno bolj prihajam do tega, da bravo, stari. A sem ponosen? Ja. A sem nadut? Ne. Mogoče delujem do koga, njegova stvar, ampak ja, sem ponosen. A pol je bila praznina, en tip praznine, ključen, da si ti začel iti v globine samega sebe. Nezadovoljstvo, ne samozavest, nesigurnost. Kaj je bilo, kaj je tisto, kar je prednjačil? Mislim, ne moram verjeti, kje izbiraš te besede, ker si trofo čista. Pogovarjajo se odprto, verjetno odkle. Mislim, da čutiš ti drugače to. Ja. Ta praznina je tista, ki je počela v voj mojega mehurčka. V tej praznini sem jaz toliko časa, da nisem našel več, da ni moje življenje imelo več smisla. Ni imel smisla več. Laufat nisem šel, zato ker se nisem hotel zunaj z nečim filati. Prijateljev nisem hotel klicati, ker bi me njihova bližina oddaljila od te bolečine, ki sem jo mogel začutiti, če sem hotel, da ta mehurček poč. In ko je to obdobje bilo tako močno odstranjeno iz mojega življenja, ko nisem našel več smisla v stvareh in ustrajal v tem, je potem iz nekje vzniknilo nekaj novega. Vzniknil nek klic, ki me je peljal in potem me je peljal k drugemu in tretjemu, četrtemu in petemu. In ta klic je bil tako močen, da danes delam to, kar delam. A je bilo težko mu slediti? Ja. A bi najraje odnehal? Ja. A sem skoraj parkrat odnehal? Ja. Pa kaj je bilo? Nekaj je bilo močnejšega. In še danes ne komu ne se zahvalim, da je takrat bilo to močno vztrajanje. Pa mogoče se komu zdelo to pretiravanje, ampak mi ni važno, kaj si mislijo, ampak jaz vem sam, kako je, ko to narediš, ampak vem tudi, kaj ti to potem da za nagrado. Pa ne v smislu, da ti gre pa pol ful dobro, ampak v smislu, da ko se vsak jutro zbudim, jaz ljubim, kar delam. In to je meni to. In jaz bom vedno lahko se oprijel nečesa, pa ne zato, ker bom imel stranke ali pa ljudi, ki prihajajo, ampak zato, ker jaz vem, kdo sem znotraj sebe in vem, da je to, kar sem našel nekaj, kar želim širiti naprej in dela zaradi tega slovenski prostor, boljši prostor za tiste, ki prihajajo za nami. A si ti občutke pa to pot razvoja, si to tudi v knjigah? Jaz se ti moram pričati, zaenkrat, če nisem prebral nobene tvoje knjige, pa bom. Pa te zato, ker vprašam, a si dal kjer od knjig to ven? Ne rabiš se mi opravičevati, jaz bi tudi jo prinesel, ampak sem že dolg časa nazaj te knjige malo postavil na stran, ker mi niso več tako pomembne, kot so bile včasih. V njih se skriva ogromne bolečine pa rane, ki sem jaz moral jo vendati na en način, ker drugače bi se mi spukal. Ne bi se zmešal drugače, res. In jaz sem s pisanjem dajal te stvari ven. Prva knjiga sploh, potem druga Bojevnik ljubezni je bila že bolj stabilna, že bolj tista iz namena, potem Sem, ki ljubim življenje, pa sploh tista, zdaj pa gasa, zdaj pa gremo naprej. Ja, v knjigah sem dajal to ven, v knjigah sem tudi skozi svoje zapise iskal svojo pot. Zato sem te to vprašal, ker predhodno si mi rekel, da je to tudi če spustiva, knjige, če si iskreno, ampak zdaj se mi je del en tak moment, ki posebej mogoče omenva to, ker jaz vem, kakšen pisanje, kakšen efekt ima na neko terapevtsko, en tip zdravljenja, samo zdravljenje. Zato sem te to vprašal, ker tudi sam veliko pišem, oziroma zdaj zadnje čase mogoče malo manj, kot bi si želel, pa vem, kakšen efekt ima, zato. The best. Ja, mislim, se je super, da si omenil, ta prav kontekst si izbral. To je definitivno ena izmed stvari, ki me je takrat rešila. In je potem tudi, jaz sem potem s tem začel in hodil po Sloveniji, imel predstavitve knjig in predaval ljudem in takrat se je potem ta moja pot dejansko začela. Tako da sem tudi hvaležen za vso to izkušnjo, čeprav danes mogoče nisem več to jaz. Ne rabim več tega delati na ta način.
Ja, Ker je pa ok. kar je pa ok. Mm. Tole morava, lej, to sem si pa zapisal. Tole vprašanje, oziroma na temo odnosov in ranljivosti. Kako zdaj v odnosu se pomanjkanje stika s sabo odraža? Kako to pride na dan? V kakšni obliki? Kakšen tip krega je to? Pa nezadovoljstva. Wow. Kaj verjetno tudi kar nekaj zgodb tako lepo slišiš, ne? Mogoče sem en del že delno odgovoril. Si, ja. Mogoče, ker bom pogledal še zdaj iz druge Ampak perspektive. ja, deva, še mačkan, ja. Zdaj, deli nas, ki jih mi ne čutimo, niti ne vemo, da obstajajo. Ne? Ni jih, ne pridejo do naše zavesti. In ko se v partnerskem odnosu začneš ti vrteti v nekih ciklih, ponavljajočih se, ne? Prepirov, konfliktov, nezadovoljstva, česarkoli, potem lahko, če si malce zavesten, če daš kaj na mnenja drugih, mnenja partnerke, potem lahko vidiš, da si kronično upet v neko zgodbo. In če si kronično upet, torej pomeni, da ne vidiš bistva, da kronično lahko deluje samo človek, ki ni tako močno povezan s svojim telesom, ker vidi samo eno pot in ne vidi ostalih stezic. Ne? To je pa delovanje zgor iz leve možganske hemisfere, ki pa danes žal je tista, ki jo današnja družba preferira, ker je usmerjena, ker je delovna, ker ima jasen fokus, ima jasno smer, ima jasen cilj, ve, kaj hoče, vendar vidi premalo, ne vidi celotne slike. Ne upošteva telesa. In ta nezadovoljstvo, ki se recimo velikokrat kaže v telesu, v odnosu, pa prihaja vedno iz našega telesa in se, hvala Bogu, jaz temu rečem, kaže v obliki tudi kroničnih bolečin ali pa nekih situacij, ki se nam pojavljajo. Torej ne samo nekih konfliktnih situacij, ki se ponavljajo, ampak da lahko jaz vidim, recimo, da da zunaj, mi rečemo, to je Murphy, recimo, ne? Nekaj se zgodi, nimam dosti denarja, projekt mi pade v vodo, recimo, zvijem si gleženj, začne me boleti kolen, hrbet, in ne znam dojeti teh znakov, da se v mojem odnosu, v mojem življenju nekaj ne štima in da jaz verjetno tega ne slišim. In zdaj, kar sem se naučil, je iz svoje lastne izkušnje, pa izkušenj drugih, da najverjetneje pač ljudje tako delujemo, da šele, ker nas življenje fajn klofne, da šele takrat rečemo wow. Ker mnogo zgodb, recimo 80% zgodb, ki jih jaz dobim, moški napišejo, rečejo, zdaj bi pa rad rekel na sebi naredil, ker zdaj pa počel med nama, če pa zdaj nama. Sam takrat je že ful pozno. Za nekatere celo prepozno. In dostikrat tudi rečem moškim, če misliš, da je čas za terapijo, si verjeten že kakšno leto ali pa 2 leti pozen. Mogoče še nisi prepozen, ampak si pa zelo pozen. Ampak ponavadi žal so stvari jasne ali pa nam začnejo postajati jasne šele takrat, ko se neke stvari končajo, ko se zdravje malo začne končevati, ko se odnos začne končevati, ko se midva začneva ohlajati, ko se neke stvari zunaj pokažejo, ki ne štimajo več tako, kot bi jaz želel, da štimajo. Ne? In pol kaj naredimo? Začnemo se ukvarjati z zunanjimi stvarmi. Hočemo zdaj vse zunanje stvari zrihtati. Ja, to, kar si rekel, ja. In potem bomo pa mi znotraj sebe spet kul. Se pravi, ko bo pa, ne vem, garaža zrihtana, ko bo pa fasada gor, ko bo pa, ne vem, otrok iz hudega ven. Ko bo vse tipi topi, tako bom pa jaz se posvetil, ampak žal deluje the other way around. Se pravi, ko bom pa jaz noter sebi začel postavljati, pa pospravljati v sebi noter, je as within, so without. Se pravi, v meni noter moram najprej in to se potem odraža v moji okolici, ki pa rabi nekaj časa. Ta reakcijski čas ni takole iz danes na jutri, ampak rabi nekaj časa. In potem ljudje vidim, da odnehajo, ker delajo 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, itak to ne deluje in pa gre zopet na stare tirnice, ker je lažje, ker delajo po podzavestnem programu. Torej jaz priporočam vsem, predvsem če se zdaj dotika moških tukaj, recimo, koliko časa na dan si ti nameniš res zase, da prihajaš v stik s svojim telesom. Pa ne v smislu, se grem laufati, se samo v stiku s svojim telesom. To je drugače, to je drugo. Ampak da se ti usedeš na tla, da se uležeš, da samo dihaš, da samo da si, da se usedeš in 10 minut dihaš in se rečeš, ok,
A sem jaz ok s tem, kar je? A sem jaz ok z razmerjem? A sem ok, da imam z otrokom tako odnos, ki ga imam? A sem ok, da imam, ne vem, pač s prijatelji tak odnos, starši? A ok, da imam v službi tak odnos? A sem jaz sploh ok? Ker ko moškega vprašaš, kako je, ok, v redu sem. To je to. Ja. Kar pomeni zmerno do pretežno v kurcu. Prav. Ja, prav. Sam ta dnevna, tako kot si ti rekel, kar 10-minutna introspekcija, kakšne spremembe lahko pol naredi tekom časa. Moške duhovne prakse so tako pomembne. Recimo, zdaj lepreden sem šel, sem doma se postavil, se zazrl skozi okno, daleč v naravo in naredil neko svojo moško duhovno prakso, ki mi vzame 10 minut, mogoče vse skupaj. Ampak v tej praksi, in potem sem si dal Jordan Petersona gor, sem jih nekaj poslušal in še on s tistim svojim glasom, ki pove nekaj in pove brezkompromisno, res pač meni všeč. Si naredil zajtrk in šel v dan, prišel k tebi, jaz se počutim močnega. Kljub temu, da sem ranljiv, se počutim močnega. Evo, ranljiv. Zdaj, odnos bi pa mogel biti idealno tak, da ti lahko pokažeš, brez zadržkov svojo ranljivost in da se hkrati v odnosu počutiš varnega. Se pravi, moški mora zagotoviti tako okolje in ženska. Ali še to malo pokomentiraš? Ja, veš, ranljivost ljudje napačno zamenjujemo z šibkostjo. Je pa to največja moč, ker sem si jo jaz pri sebi dovolj izkusiti in ker sem jo tudi videl pri drugih, recimo. In zaradi že prej omenjenih razlogov, kako so moški morali biti močni in se je ranljivost zamenjevala šibkostjo, se je v končni fazi je bilo, marsikdo izmed nas je bil vzgojen v prepričanjih, da dejno, se s fantno, pač, to pa za fante ni, pa fantje pa ne bojo jokali zdaj, da stisnem zobe, gremo dalje. In če ti rasteš gor s takim prepričanjem, dejansko potem svojo ranljivost, kot je hudo, recimo, tudi kdaj, pospremiš s temi besedami. In sam sebi pa rečeš, zdaj je težko, ampak gremo, zdaj bom šel, zdaj bom odlaufal, zdaj bom šel v fitness, zdaj bom to naredil, zdaj bom projekt speljal, imamo to, gremo. Ampak ti si samo nadal zopet en oklep nečesa in si to svojo ranljivost dejansko prekril pred samim sabo. Potencialna energija je še večja, Potencialna energija noter nastaja v tebi, se ne spremeni v kinetično energijo in ne gre ven. In potem ali mora iti ven na nek način, v smislu laufanja, športanja, moram za 3 ure na bajk, ali pa jo tlačim v sebi noter, odvisen kakšen tip človeka si in potem slej ko prej ta ekonom lonc popusti in ti plafon odleti in takrat pač bentiš in kričiš in tako naprej. Zdaj v partnerski odnos pa dejansko, ko se dva človeka zbližujeta, ko gresta v globino, se začne njuni membrani, če lahko rečem, vedno bolj tanjšati in vedno bolj postajata dve telesi, postajata eno telo. Najbolj se to seveda pokaže pri spolnem odnosu, kjer pač dejansko naj bi se zlila v eno telo. In če si mi takrat dovolimo biti ranljivi, se pa v globokih odnosih sprožijo zelo, zelo močna čustva. In če smo mi dolg časa stiskali našo membrano, naše mišice, da si nismo dovolili močnih čustev, da pridejo do naše zavesti, jih bo vsekakor intimen odnos bo to sprožil. In ker se mi tega ustrašimo, ker nimamo stika s tem, ker mi dejansko ne vemo, kaj narediti s tem, kaj narediti z jezo, kaj narediti z besom, kaj narediti z močno ljubeznijo, ki jaz začutim do svoje ženske, kaj narediti s to mojo strastjo, ki jo imam. Če ne znam jaz tega pelati nadzorovano, kontrolirano in imeti nadzora nad svojimi čustvenimi stanji, nad svojimi čustvenimi reakcijami, se z tega ustrašim in normalno jaz to zaprem. In ženska lahko enako to naredi. Ker fora je, da ko se to odpre, takrat lahko pridejo ven solze, lahko pride ven sram, lahko pride ven strah, lahko pride ven vse tisto, kar smo mi morali tlačiti, ali kot otroci, ali kar so naši starši morali tlačiti, pa smo mi od njih prevzeli. In to je pa še enkrat, kot sem rekel prej, kdo pa v končni fazi si želi s tem se soočati in kdo ima pa čas se s tem danes soočati, ker je vse tako hitro. Ti moraš imeti čas za to. Ko je prišlo ven sram, ko je prišlo ven strah, da se ti bojiš nečesa, boš moral imeti nekoga, da boš lahko to z njim skomuniciral, da se boš soočil na ta način, kot si se verjetno soočati mogel kot otroka. Jaz sem se soočil s svojimi lastnimi čustvenimi stanji zgor in izključno samo sam.
In zdaj kot 4-leten, 5-leten, 6-leten fant, kako za Boga boš ti vedel, kaj narediti z besom, ki ga čutiš noter v sebi. Z jezo, s frustracijo, zato ker starši nekaj niso naredili, kot sem si jaz zaželel. Otrok je zelo egocentričen, totalno sebičen je, on gleda samo na sebe, on njega briga, ali oče mora v službi, ali oče nima denarja, ali nima težko. On hoče to. In zdaj starševa naloga je, da on mene, ali pa da mi otroka znamo skozi ta čustvena stanja, tantrume ali karkoli, kar se otroku pojavi, da ga on zna pelati skozi in zahteva čustveno zrelost, ker pa naši starši niso imeli, jo tudi mi posledično ne moramo imeti. In zdaj na nas je, da dvignemo to čustveno zrelost in da se mi torej naučimo predelovati ta čustva na primeren, ustrezen in zelo učinkovit način, namesto da jih tlačimo v sebe ali pa da jih ventiliramo skozi neke druge stvari, samo zato, ker te potencialne energije v sebi noter ne moramo dolgo časa zadržati. Torej, partnerski odnos je lahko poligon za rast, razvoj, moške in ženske, ali pa prostor udobja, ali pa prostor boja. Ja. Te 3 variacije sta. Ta udobje. Zdaj, verjetno v enem dnevu se vse zvrsti. V ta udobje malo ne verjamem. To je udobje v navednicah. Se mi zdel, bolj je cona poznanega, navajenosti. Ne pravi občutek varnosti. Tako, navezanosti. Tako, na neke stare vzorce, oziroma na nekaj, kar podpira tvoje vzorce delovanja iz preteklosti in jih ne spreminja, se pravi, cool, to je ta sorta obdobja. Jih pa ves čas naslavlja, samo ti jih nočeš videti recimo kot nekaj, kar je v tebi bilo že odprej. Tako. Ampak najdeš potem krivca v partnerju, če se ti to meni delaš. Ne zavedaš se pa, da ti partnerja dobiš, izbereš s prstom, oziroma ne ti, podzavest ga izbereš zgolj in samo s tem namenom, da ti urediš stvari, ki niso mogle biti urejene v otroštvu. Tako se z ljudmi recimo pogovarjam, sploh z ljudmi, ki niso mogoče še toliko časa posvetili spoznavanju odnosov, partnerstvu, podzavesti, zavesti in tako naprej, jim je to dejstvo, ki ga težko pogoltnejo. Težko sprejmejo to in to pač ni nekaj, ki sem se jaz mislil, to je, Gabor Mate o tem veliko govori, recimo, pol jaz knjige pišem od Kristjana Gostečnika, recimo, od našega zakonskega terapeuta, predavatelja, zdaj mislim, da dekana celo na teološki fakulteti. To so noter, to so raziskave, to je že iz 60-ih, 70-ih let prejšnjega stoletja, so stvari, da mi preigravamo v partnerskem odnosu vloge in igre, ki so se odvijale v našem zgodnjem otroštvu in privlačimo vedno partnerja, čigar dinamika, vzdušje v njegovi družini in v moji družini v odraščanju je bilo do neke mere podobno. Ne čisto podobno, ampak nekako v rimah podobno. In na ta način jaz lahko ozavestim in presežem te rane, ki so takrat tam nastale. In jaz mislim, da ni samo to verjeten namen partnerstva, ampak to je eden izmed zelo močnih namenov partnerstva, da se dobita dva s podobnimi ranami in da si pomagata drug drugemu te rane presežiti, jih pozdraviti in potem zgraditi neko uspešno partnersko razmerje, vezo. Rekel si, da si tudi Gaborja Mate študiral. Daj pa mi povej, ali pa predstav svoj pogled na travme. Kaj je po tvojem travma? Ali kar vse kategoriziramo kot travmo, kar se ti zgodi v otroštvu, ali so res ključne tiste travme z velikim T-jem, tako kot Gabor govori. A veš, kaj zdaj, starši so dostikrat tako, ne želim travmirati otroka in zdaj, živimo po takih časih, da bi vsaj tako se predstavlja, ta tematika, da je že skoraj vsaka stvar travma, ampak ni, A veš, že otroka malo po stran pogledaš, lega, ga boš stravmiral, pa ne gre za to. Ker da je 80 evrov na stran za terapijo. Ja. Kaj so tiste res travme z velikim T-jem? Zdaj, ena izmed stvari, ki jih opažam recimo pri svojem delu, ravno to teden se mi je zgodilo, ko so govorila z enim moškim o teh stvareh
Je rekel, ampak se meni se nič taga ni zgodil. No, rekel, ko gledam jaz recimo soseda svojega, se spomnim, mislim, on je res najebal. Njega so res tepli so ga doma in oče je mama zlorabilo in tako naprej. Ne. In to je pač travma, ki jo on. On primerja svoje življenje z nečim, z življenjem nekoga drugega. Ne. In potem na podlagi tega lahko rečemo, sej meni nič ni hudega, recimo, ne. Tam se je zgodil ne vem kakšen genocid, ljudje so videli, ko so jim ubijali njihovo družino, to je travma. Zdaj sem jaz sekiral zaradi tega, ker kaj me je foter dvakrat dal klečati na koruzo, recimo, ne. Samo dvakrat me je dal klečati na koruzo. Zdaj pa ti razmisli, ker imaš otroka, ne, a bi ti dal svojega otroka klečati na koruzo, recimo, in mu potem dal še na meča list A4 formata, ne, da boš videl, če se je on slučajen spustil na pete. Da ni golfov. Da ni golfov, ja. In ga potem še nažgal, če boš videl, da je list zmečkan. In potem, ko mi drug moški te stvari pove, si rečem, ampak ne, mu ni hudo, ker njega je to ujačal oče skozi to. Zdaj on zaradi tega je bolj močen moški, on zdaj ve, on se zdaj naučil določenih stvari. In je dejansko hvaležen očetu, da je imel tako trdo roko, da je imel tako vzgojo, zato ker on zdaj zaradi tega ceni določene stvari. In ta moški ne ve, da je to bila travma, ki je bil on deležen. Ker travma ni nekaj, kar se ti je zgodilo. Travma je, kako se je tvoje telo odzvalo na tisto, kar se je zgodilo. Ali pa celo, kako bi se ti moral odzvati, ali pa kaj bi se ti moralo zgoditi, pa se ti ni zgodilo. Recimo, ne vem, bi pa kot otrok moral dobiti, delali so raziskave, kjer so otroka hranili, tako kot so jim pač je medicina takrat določila, so rekli, torej na 3 ure mora biti otrok hranjen. Druga skupina mam je pa hranila otroka takrat, ko je začutila, da je otrok lačen, oziroma ko je otrok sporočil na kakršenkoli način in ona je to razbrala, on ni sporočil, da je lačen, on je nekaj začel sporočati in ona je razbrala, verjetno bi bilo dobro, če ga dam na dojko. Ne. In so videli, koliko dejansko so se pokazale razlike kasneje med temi dvemi skupinami otrok, kasneje potem odraslih, v sigurnosti, v skrbi za sebe, v samozadostnosti, koliko so bili eni bolj samoumevni, koliko so bili eni, so se smatrali za zelo nepomembne, recimo, ker so jih pač, on je jokal in mu niso dali, ker ni še, čez 1 uro boš dobil šele za jesti. Se pravi, ni pomemben. In te razlike so tiste, ki jih v nas noter pač mi zaznavamo vsak na svoj način. In se mi zdi, da je to travma, ko se ti mogoče celo nekaj ni zgodilo, pa bi se v tistem trenutku ti moralo zgoditi in je že lahko dovolj, mogoče je to travma z malim t, če lahko temu tako rečemo, ampak je že dovolj, da lahko vpliva na nek odnos, kjer se bo potem ta travma kasneje izigravala. Zdaj, poglejmo, pa stvar, za katero ni noben kriv. Otrok se rodi in ima zlatenico. Kaj so naredili? Zdaj ne vem, kaj delajo točno, ampak včasih so ga dali pod tiste lučke. Mislim, da so ga dali pod infrardeče lučke za 10 dni, za koliko časa. Ta čas je bil otrok stran od mame. Otrok je prišel iz nje ven, iz najbolj varnega okolja na svetu, je dejansko, naj bi bil najbolj varno okolje na svetu, je prišel on ven in v trenutku so ga dali stran od mame. Zdaj, kaj bo ta otrok sabo nesel v življenje, je vprašanje. Potem druga zgodba. Ženska je rodila s carskim rezom, bila v narkozi, in ko je bil otrok že rojen, je bila ona še uro pa pol v narkozi. Otrok se zbudi in zraven gleda mamo, mama nijo, mrtva je. Se ne odziva. Ne odziva se. Kaj bo otrok takrat v sebi noter naredil? A je to travma ali ni travma? Pa nihče ni kriv za to. Ja. Nihče ni nič naredil, noben ni nikogar dal klečati, nikogar ubil, pretepil, posilil, karkoli. Ko mi rečemo, sej, to pa nič ni taga. In te stvari močno vplivajo. In potem vidiš, da stvar, za katero nič ni kriv nihče, imaš ti zdaj zaradi tega take probleme, recimo v partnerskem odnosu. Da vedno, ko recimo, ne vem, pride do globokega odnosa z žensko, ko se žensko začneta ful zbliževati, se ti zaradi strahu pred tem, da te bo zopet zapustila, tako kot te je zapustila mama, ker je pač te rodila, pa je pa kar umrla, boš ti lahko nekaj najdu v sebi noter, nekega saboterja, da boš to žensko odrinil proč, ker si ne boš dovolil še enkrat čutiti te bolečine, ki ti je nastala kot otroku noter, ker otrok pa dejansko te efekte, ki jih on dobiva, ker on ne zaznava realnosti tako, kot jo mi zaznavamo.
On zaznava prek teh afektov, se pravi toplota, mraz, prijetnost, neprijetnost, dotik, glas, barva, ton. In če on to vzame kot dejstva, če tega ni, je to dejstvo. Aha, se pravi, vzame tega ni, mama je mrtva, pač on si nekako tako interpretira to zadevo. Ne? To je zdaj zelo posplošeno. Ampak ti potem lahko vidiš, da na podlagi tega, zakaj ima moški zdaj srednjih let težave, zakaj si ne pusti biti ranljiv. Zakaj ne pusti ženske k sebi? Ženske pa nikoli me ne objameš, nikoli ne govoriš o svojih čustvih. Ja, zato ker če bo on govoril o svojih čustvih, se bo on odprl. In kaj se bo zgodilo? S tem bo tvegal, da ga boš ti zopet zapustila, tako kot ga je zapustila mama. Pa ne zapustila fizično, ampak da ga boš zapustila, da ga ne boš slišala. In to se dogaja. Pa se moški odpre in pove pismo, zajebanje, strah me je. In potem se mora doskrat ukvarjati z žensko na drugi strani, ker ona potem zazna to, čakaj, jaz ti pa ni zadovoljen z mano, kaj je zdaj narobe, in to Gašperlin zelo dobro piše v svojih knjigah, Striptiz dvoje, Solo dvoje, pa Čutim, torej sem, piše, da mnogo moških se odpre in potem ženske ne vejo, kaj narediti s to moško ranljivostjo. Kaj pa zdaj narediti s tem? Zdaj pa bomo rešvali, bomo pomagali. Ne, daj sam poslušaj me, sam tam bod. Daj mi sam roko mi daj na lic za 5 minut, da jaz malo se oddahnem, pa grem jaz fajtat naprej, ni panike, sam aloh malo tist. In včasih so imeli moški zdravilke. Moški, to so bile ženske, so bile prav zdravilke, to si lahko prebereš, to je ogromna literatura na to temo. Moški je prišel z boja, je prišel zdravilki, da ga je malo roke mu položila, ga božala, mogoče se stisnila k njemu, sta se mogoče ljubila, karkoli, da je šel naprej potem, da je on dobil to, ok, še imam to, gremo dalje. Wow. Dej mogoče zdaj na tej točki kakšen knjižni predlog na temo, ki smo jo obravnavala. A veš, ne vem, ki bi, ne vem, neko knjigo, mogoče ki bi nekomu prav prišla, ki je na začetku, razumeš, te samoraziskovalne poti. Kakor bi priporočal. Neohojena stezica. Je Davida. Ne, zdaj to tako zgleda, veš, ampak ja, jaz to knjigo res dam pač gostu, ki pride sem, čisto v znak spoštovanja, zahvale za to, ker si je vzel čas in za vso pozornost. Mislim, zakaj pa ne? Jaz sem zdaj imel možnost prelistati. Je pa verjetno tudi tukaj noter, ampak verjamem, da imaš ti na lagerju kakšno knjižno priporočilo. O tem, kar se zdaj pogovarjava, res učinkovito. Ja, začniva kar slovenskim avtorji, Izidor Gašperlin, terapeut, ki ga pač res porajtam, če lahko rečem po gorenjsko, občudujem. Kako zna zelo realno predstaviti, kaj so partnerski odnosi. Ne? In v svojih 3 knjigah Čutim, torej sem, Solo v dvoje, pa Striptiz dvoje, on zelo, zelo dobro, zelo realno, še enkrat ponovim, razlaga to tematiko partnerskih odnosov. Ne? Kaj je tisto, kar je hollywoodska predstava, kaj je tisto, kar mi mislimo, da bi moralo biti, kaj pa dejansko partnerski odnos. Izidor Gašperlin, ja. Dubu se vne, za rojsten dan, 2 tedna nazaj, čutim. Čutim, torej sem. Evo, to je začetek. Tukaj, on je s tem začel, ne, in je tudi dost debela knjiga, kar dost konkretno branje se mi zdi tudi, ne. Druge 2 sta bolj lažji v smislu, bolj je tudi zgodb več noter, ne? Bolj so zgodbe, pisma. On je dolg časa na forumih odgovarjal ljudem, ki so mu postavljali takšne drugačne vprašanja o svojih vezah, in je na podlagi teh odgovorov potem tudi on zbral te odgovore in potem interpretiral in opisal in dodajal in tako da ful dobro. Zdaj, kar se pa tiče recimo nekih tujih avtorjev, ja, od Gaborja Mateja sigurno priporočam, kot to reče, ne, pa The Myth of Normal, zdaj ne vem, v slovenščino je preveden, ne vem, kakšen naslov ima, drugače Davida Dejdo priporočam, Pot odličnega moškega, ampak preden se moški tega loti brati, bi bilo dobro, da prebere tudi No More Mr. Nice Guy, da prebere Poročen z mamo, potem Podedovane družinske travme, Strupeni starši, Potihem zapeljani. To sem vedel, da imaš na lagerju. To so tiste, ki vam bodo uničile kakšnih par dni, tednov življenja, ki se boste našli v zgodbah noter, ampak se mi zdi, da za nekoga, ki želi napredovati, ki želi izboljševati sebe in svoj partnerski odnos, je to nekaj, kar je nujno za prebrati. Ker skozi to pa res dojameš, da dostikrat ni partner težava,
da niti nisi ti težava, ampak da so v nas noter pač zapisani neki vzorci, prepričanja, po katerih mi delujemo. In partnerskega odnosa smo se mi učili ne v šoli, ne pri verouku, ne kjerkoli, ampak smo se ga učili v našem okolju, najbolj intimnem, torej v družinskem okolju, ko smo gledali očeta in mamo. In tako kot je oče pač se obnašal z mamo, tako se bomo mi fantje obnašali do žensk, in tako kot se je mama obnašala do nas, tako bomo mi dovolili, da so ženske obnašajo do nas. In je pač veliko enih stvari tukaj, ki pač niso fajne, ampak nismo več otroci, smo odrasli, odrasli moški, odrasle ženske, in je čas, da te stvari začnemo pač naslavljati, hrihtati. Naši starši niso imeli te možnosti, so dvigovali ta materialni standard naše ljube državice, mi pa zdaj imamo to možnost. Živimo, lahko rečem, v obilju. Tako kot si napisal, imaš neko streho, imaš v hladilniku nekaj imaš par evrov v žepu, in verjamem, da vsak si danes tukaj, služb je veliko, tako da preživeti ni več preživetje, ampak je čas, da začnemo živeti. Ampak če želimo živeti, moramo pa začeti delovati na drugačen način, kot smo pa delovali zdaj. In kako vidiš razvoj dela z moškimi v prihodnosti, v okviru svojega dela in nasplošno? Nasplošno vedno večjo pomembnost tega. Ja, ful je teže zdaj se mi zdi v slovenskem prostoru. Zdaj videl sem, da se dejansko tudi neke ženske ukvarjajo s programi za moške, sicer tega ne morem komentirati, ker prvič nisem tega izkusil. Drugič, ja, če se moški želi od ženske učiti moškosti, tudi nič ni narobe mogoče s tem, ampak moške skupine rastejo, moške delavnice rastejo, moški tabori rastejo, ampak jaz se predvsem osredotočam na sebe, in pač kako želim svoje delo naprej zapeljati, tako da jaz vidim dejansko v prihodnosti še velik napredek na tem področju. Meni se, hvala Bogu, vikend odmiki in tabori polnejo, vedno jih imam polne, tako da ne rabim niti nekaj ful promovirati. Ljudje vidim, da so moški, vidim, da so željni tega. Pa vseeno lahko poveš, kje te ljudje najdejo? Ja, najdete me, na spletni strani urbanurbanc.com, na Instagramu urbanurbanc, pač kjerkoli, zdaj pa že toliko časa to prisotno na slovenskem prostoru, da me s parimi kliki hitro lahko pogooglajo. Delujem v Trzinu, pri Janezu, imam zgoraj svojo pisarno. In ja, sem kar razpet med individualnimi terapijami, med tabori, zdaj trenutno vodim še AIQ program spletni, ki ga imam 4x tedensko. Tudi to je nekaj, kar ukomponiram v svoje delo, zato ker vidim, da samo na zavestnem nivoju to, kar čutim jaz, je premalo. Je treba nujno vključiti v to telo. In če ni telesa, dviguje se zgolj čustvena inteligenca. Mi pa rabimo dvigati čustveno zrelost. To pa se, kakor jaz pač vidim zdaj, ne da dvigati brez telesa. A lahko čisto na hitro opišeš, kako izgleda ta AIQ metoda? Ja, seveda. AIQ sam v osnovi je namenjen predvsem spreminjanju živčno-mišičnega sistema, in pa predvsem jasnejšemu določanju razlik med zaznavanjem podzavestnega živčnega sistema pa med zaznavanjem zavestnega živčnega sistema, ker na naše mišice pač vplivajo naši živci. Živci so tisti, ki živčujejo mišice in jim sporočajo ukaze naše motorične. Torej mi v možganih, v našem računalniku rečemo, zdaj pa premaknem roko, in po živčevju gre impuls in mišica dobi sporočilo, ki je točno in točno ve, kaj narediti. Problem pa je, ker tukaj obstaja še ta nezaveden del, torej ta avtonomni živčni sistem, ki ima pa tudi vpliv na moje mišice nezavedno od mene. In se velikokrat zgodi, da se v nekih situacijah, kjer jaz ne smem svojega avtentičnega vedenja izraziti, se včasih lahko zavestno, zdaj, ko sem odrasel, rečem, Urban, tole pa boljš, da ne rečeš. Čutim, da bi nekomu pokazal fakiča, čutim, da bi nekomu nekaj rekel, ampak rečem, nima smisla, pusti, človek je živčen, v avtu se en men pelal, to zadržim zavestno. Če jaz moram to delati dolg časa, ker pa mogoče kot otrok nisem smel biti jezen, nisem smel kazati svojega veselja, ker je moj oče imel težave, pa ga je živciral, če sem še jaz doma, potem bil živ in avtentičen in spontan, sem se pa jaz počasi začel učiti krčati svoje mišice, da nisem izražal tega svojega vedenja, ker ti pa vedno vedenje izražaš preko gibanja tudi, in zadihanjem, torej s čustvovanjem. In potem se naučiš potlačiti
popačiš dihanje in pa potlačiš določene odzive telesne z zakrčitvijo mišic. In zdaj z IQ-jem, kar pa mi delamo, je pa mi začnemo zopet sproščati te mišične zakrčenosti, ki so pa zakrčene podzavestno. In se ukvarjamo na način, da delamo zelo počasne gibe, ki jih pa lahko izvaja zgolj in samo zavest. Torej, ti počasnih gibov ne moreš podzavestno izvajati. In ko ti izvajaš gibe zelo, zelo zavestno in zelo počasi, vidiš, da se pri določenem navodilu, ki ga dobiš, ne naredi to, kar bi navodilo od tebe zahtevalo. Ne? Potem lahko vidiš, da imaš ti tukaj senzorno amnezijo ali pa motorično amnezijo. Torej, ti rečeš, ok, premaknite stopalo in ga zakotalite nežno počasi proti levi nogi. Torej, desno stopalo obrnite in zarotirajte proti levemu stopalu. In potem vidiš, pa rečem, zdaj pa čisto počasi to stopalo zopet odrotirajte nazaj, tako da sprostite desno notranjo stegensko mišico. In pa vidiš, da ta gib poteka stopničasto, da so štengice, da je preskakuje. Ne? In rečem, a lahko to gladko naredite. In potem, bolj, ko se ti trudiš, vidiš, da ne moreš gladko tega giba narediti, da bi ga pelal, ampak da cuka ali pa da nimaš sploh vpliva na to. Ne? In vidiš, da imaš še motorično amnezijo. Torej, ukaz, ki ga ti daš svojemu telesu, ne pride v taki obliki do telesa, da bi telo ta gib izvedlo. Ne? In če imamo mi senzorično motorno amnezijo, pride potem v primeru vedenja do tega, da jaz tebi nekaj rečem, in jaz sem mislil, da sem ti to povedal na način, kot sem jaz začutil in želel, da ti dobiš to sporočilo, ven je pa prišlo lahko čist drugače. In si ti meni rekel, pa kva mi težiš? In jaz rečem, pa se ti ne težim, se sem samo pač povedal, kaj bi rad od tebe. Ne? In torej ti si drugače interpretiral to, kar sem jaz mislil, da sem ti ven dal, ker sem jaz recimo popačil v sebi noter, ali pa ker imam jaz narobno predstavo o tem, da je moj glas bil mogoče primeren. Sem jaz, ne vem, izrazil recimo to v skrbi, prišlo je pa ven recimo v jezi. In pa si se ti normalno odzval na jezo, ne pa na mojo skrb. Ne? In mi zdaj s tem z IQ-jem prepoznavamo, kako ima podzavest velikokrat vpliv nad našo zavestjo, kako je podzavest tista, ki avtomatsko vodi naše življenja v, bom rekel, 97-98% vseh odzivov, reakcij, vedenj, ki jih mi počnemo, in da imamo mi zelo, zelo, zelo malo zavestnega vpliva na to, kar delamo. Ne? In potem mi skozi vaje iščemo, kako bi zavestno čim bolj vplivali na te podzavestne vzorce, jih spreminjamo in jih posledično potem tudi opažamo v našem vsakdanu, kako nam podzavest seka ven in kdaj bi lahko mogoče naredili drugače, kot smo naredili včeraj. Kako bi se lahko odzvali drugače, kako bi lahko popravili kakšno stvar, kako bi lahko nekaj, ne vem, naredili ne tako, kot smo naredili včeraj in posledično dobili pol boljši rezultat. Ali pa slabši in zopet popravljali zadevo. Ne? Če pa mi ves čas reagiramo, je pa to avtomatizem in se pa sprašujemo, zakaj dejansko ves čas dobivam iste rezultate. To je pa že Einstein rekel, ne, da je definicija norosti. Delate eno stvar, Ja, pa pričakovati. vedno znova na isti način, Pa pričakovati. rezultate druge. rezultat, Je. ja. Tako da, na kratko pa preprosto je to Super, zdaj. super. Ne, to sem mogel še vprašati. En citat sva že omenila, oziroma sem ga jaz omenil, a imaš še kakšen citat, misel za finiš? Wow, tukaj se mi pa dobo zdaj, ja. Ali pa lahko je čisten praktično filozofski stav, ki si ga ponavljaš iz dneva v dan, pa te drži po koncu, karkoli v bistvu. Ja, mislim, si bom drznil nekaj vseeno reči, ne? Pač nekaj, kar se povezuje ful z mojim delom in pa ful z odnosi. Torej, ne? Kljub temu, da sam še nisem starš, si bom drznil to reči. Bodite pozorni, kakšen je vaš partnerski odnos med vami pa med vašim partnerjem. Ker s tem partnerskim odnosom vi učite svoje otroke, kakšne partnerske odnose bodo oni imeli. In najboljši vzgojni nasvet, ki sem ga jaz zdaj dobil, je: izboljšajte svoj partnerski odnos, če hočete bolje vzgojiti svoje otroke. Amen. Hvala ti lepa, no. Res fantastično je bilo. Jaz res močno upam, da še kdaj, pa ob lepšem vremenu. Tako da ostani taka svetla točka te človeške družbe še naprej. Šir to zavest, pa vse dobro, Urban. Hvala tebi, David. Hvala za vabilo, pridem z veseljem, pa hvala za tako dobro vodeno
za tako dobro voden pogovor. Hvala te. Si dobro. Ni s takim človekom, ki si ti to ni težko, veš. Hvala. Deva en športom pozdravljaj, tako le omakneva ali pa tudi ja.